Brali bomo drobne pesmi Bine Štampe Žmavc. V knjigi, kot piše avtorica, velike noge stopajo čez pravljice, male pa se dotikajo mavrice. Med drobnimi pesmi pa sta se sprehajali Jara in Jasna. Drobno brezdanje. Svetje, ki skrivnostno raste, iz stalne vidne korenine, in zemlja na nebo pripeta je z nitjo zvezdne popkovine. Ker vse od ribjih jat do cveta živi od sonca in modrine, če ki je lastovka ujeta, nebo zgubi perut sinjine. To je delček pesmi iz te vsecvetne, brezčasne in čudovite zbirke Bine Štampe Žmavc, drobne pesmi. Z njo ste lahko začutili malce, kakšen duh veje iz njih. Jara, kakšen je bil tvoj vtis, ko si prvič prebrala? Ja, meni je bila zbirka zelo všeč. Zdi se mi, da je v njej veliko takih majhnih, drobnih motivov iz življenja. Je pa v njej zelo veliko motivov narave, cvetja, cvetenja, različnih letnih časov. In zato bi jo jaz mogoče poimenovala tako pomladno, cvetno zbirko. Ja, zelo lepo si to povedala. Sicer ta pesnica Bina Štampe Žmavc, ki je napisala zbirko, je slovensko kulturno krajino zaznamovala številnim raznolikim ustvarjanjem. V tej zbirki se pa res čuti ta njena tiha prisotnost v trenutku, ko zgolj opazuje kakšen cvet ali pa zvezde sočloveka. Zato jo sedaj lepo pozdravljam v najini družbi in sprašujem. Bina, kako ključno je za poezijo, da se znamo ustaviti v trenutku in kako potem vam to uspe ujeti na papir? Pesnik je seveda kot občutljiv vetrni zvonček, ki se zatrese v vsakem premiku lepote ali bolečine sveta. Seveda pa je odvisno od pesnika do pesnika. Zase lahko rečem, da je bil ta kozmični občutek sveta nekako vrojen. Zato si brez tega ne znam predstavljati. Kar se pa tiče ubeseditve, je potem delo, branje, branje. In pa pesnik sliši šepet besed v gostem jutranjem mraku, ko ni nikogar, ki v isto smer z njim bi stopal. Hvala lepa, Bina. Jara, a ti in tvoji vrstniki sploh berete poezijo? Meni se zdi, da moja generacija poseže bolj po romanih. Se mi pa zdi, da poezija postaja vedno bolj popularna spet in bi tudi sama rada več posegla po njej. Mi je pa všeč mogoče bolj moderna poezija. Poezijo pa imam rada, ker se mi zdi, da lahko v nekaj verzih poveš veliko več kot naprimer v nekem romanu. Ja, tudi sama bi rada večkrat posegla po poeziji. Zdi se mi, da vedno, ko jo berem, nekako ujamem čas, ujamem tisti trenutek, hkrati se pa zavem svoje minljivosti. Pesnica je tako ujela moje misli v verze. Nič ni v času za zmeraj, v tihih planjah sledi, čas je darilo do včeraj, v večni minljivosti dni. Čudovito, Jasna. Ja, čas mineva hitro, sploh ko je treba odgovarjati na vprašanja in naslednje imam že pripravljeno. Drobne pesmi so zbirka pesmi. Zakaj ima Jara rada poezijo? A. Biti želi drugačna od vrstnikov, ki imajo raje romane. B. Meni, da s poezijo lažje opišeš svet. C. Navdušujejo jedrnatost, s katero se da veliko povedati. Ali D. Biti želi enaka vrstnikom, ki imajo radi poezijo. Tole je bilo pa hitro, ekipi se strinjata, da je to odgovor C. Jara torej pove, da ima poezijo rada, ker se ji zdi, da lahko v nekaj verzih poveš veliko več kot v kakem romanu. Pravilen je res odgovor C. Ekipi super, vam gre novih 5 točk.